Radio Jam, Grega zdravo. Pozdravljen, živijo. Kot spremljam, ste v novem ustvarjalnem zagonu. Pa v bistvu vse skozi nekaj delamo, no. Ni neke strašne pauze, je pa res, da smo malo bolj na počas, mogoče, no. Ampak konc vse, zdaj delamo še tretji album, tako da nekaj migamo, no. Kako daleč ste z njim? V bistvu, tako bi rekel, 3 komadi so posneti, 3 grejo v studio septembra, jaz mislim, da drugo leto bomo enkrat zaključili, se nam ne mudi, ampak tako da, na počasno. Tako kot je zunaj vreme, vroče, pa se nič ne da delate. Točno, smo imeli plan že v bistvu zdaj junija, da bomo to posneli, pa smo rekli, pustimo poletje, primer bomo jeseni. Ko se shladi. Točno. Del albuma bo zagotovo tudi nova skladba Fake Friends. Ja, tudi ta bo gor, zato smo se nekako odločili. Začela se delati v angleščini in je tudi v angleščini ostala. Še en komad bo sigurno v angleščini, drugače smo pa načeloma z slovenskimi komadi, slovenski teksti, da se pravi ne 2 izjeme pa bodo na tem albumu. Gre za rock skladbo o prijateljih, za katere misliš, da so prijatelji? Ja, marsikdo se je že s tem v bistvu verjetno srečal, to je pa čisto ključno zadeva, tekst nekako tak nanesel. Se pa verjetno glavnina ljudi kar najde lahko v tem tekstu, no, oziroma na eni ali na drugi strani. Tako da to ni pesem samo o eni osebi, temveč o več osebah. Točno, ja, ni zdaj v neki točni osebi, gre se pač za to, da se ljudje najdejo v tem, oziroma da mogoče celo malo razmislijo, kaj je tisto, kateri je tisti prava oseba, ki jo lahko imamo za prijatelja. Pesem ima tudi video podobo? V bistvu, ja, imamo video podobo, smo naredili bolj v lyrics varianti, zato da ljudje dejansko preberejo in slišijo oziroma zastopijo tekst, ker verjetno drugače bi marsikdo preslišal pomen oziroma vsebino vsega tega. Video si lahko poslušalci gledajo na YouTubeu, pesem bova sedaj poslala tudi v naš radijski eter, zato Grega, pošli nam lažnega prijatelja. Rajši ne, ampak komad pa super z veseljem, poslušajte ga čim večkrat. Smo Radio Jam in vi poslušate RADIOaktivno.